Približno je 7 zvečer v Tallahassiju na Floridi, kjer se po nesreči s pobegom ena študentka bori za življenje. Charlie! Imam več rokavic. Prvi posredovalci najdejo 20-letno Elizabeth Sims, opisano kot študentko na Florida State University, ki trpi zaradi hudih poškodb. Nekaj trenutkov kasneje so jo reševalci na kraju dogodka razglasili za mrtvo. NATO policisti iščejo morebitne priče za pogovor. Hej, je kdo videl, kaj se je zgodilo? To je 315, prihajam k tebi, če potrebuješ, da zamenjam denar. Dekle, ki jo je udarilo? To dekle je vse videlo, kar se je zgodilo. Je kdo dobil njeno številko ali kaj podobnega? Nihče ne ve kdo, jaz ne vem. Si videl, kaj se je zgodilo? V redu, si dobil registrsko številko ali kaj podobnega? Vozilo? Bil je bel približno take velikosti avto. SUV? Kakšen SUV? Kaj? Tako močno se je trudila biti nedolžna. In potem je dobila tisto luč, popolnoma se je prevrnila čez vrh avtomobila, se zavrtela nazaj, avto pa je peljal naprej. V redu? Bilo je zelo hitro. Je imela SUV? Približno take velikosti. Ampak je bil prav. Ja, in sem se ga znebila. Oprosti, peljali so mimo tako hitro. Priča na kraju dogodka je povedala, da je bilo vozilo... Kaj je to? Kaj je to tam? Katera ulica je to? Ali veste, katera ulica je to? Točno to. Priča na kraju je povedala, da je bil to bel SUV, ki je zavil levo in se peljal južno ob reki. Ste videli voznika? Ste videli, kaj se je zgodilo? Ste videli, kaj se je zgodilo? Joe, poznate? Prej sem zavil desno, obrnil sem desno. Poskušal sem ugotoviti, zakaj tisti avtomobili niso šli naprej. Zato sem dobesedno zavil desno in to videl. Zbil jo je avto, bil je črn terenc, bil je pobeg s kraja nesreče. Si videl avto, ker so rekli, da je bil bel? Mislil sem, da je bil črn. V katero smer je zavil? Easy-fire deluje kot ERP. Na jebenem prizorišču zločina, stari. Hej, stopiva sem, saj sva sredi prizorišča zločina. Ali pa pobeg s kraja nesreče. Naše osumljeno vozilo ni v igri, poskušamo zdaj dobiti te podatke. Potrebujem še nekaj enot tukaj, da začnemo prijemati te ljudi. Imate kakšne priče za to, da bi lahko objavili fotografijo? Dobili smo 2 različna opisa avtomobila. Ta punca, njen srebrni avto je tukaj, pravi, da je bil to bel SUV, takšne oblike. Drugi otroci pa pravijo, da je bil to črn SUV. Ampak je naredil postanek in zavil dol. Kdo so priče? Nimamo nikogar. Po poročilu o incidentu so preiskovalci ugotovili, da je Elizabeta uporabljala označen prehod za pešce, ko jo je zbil avto, zaradi česar jo je odbilo približno 39 metrov stran od prehoda, kjer so jo našli prvi posredovalci. Pravkar sem to videl in videl sem, kako je avto peljal in slišal sem, da jo je zadev. Prepričan sem, da je bil avto siv. Siv? Ja, precej sem prepričan. Bil je velik, bil je večji kot SUV, siv SUV. Hej, tudi mi vstopimo v siv SUV. Prav. Dekle, ki je pravkar govorila z mano, kje si? Ali je to ona, ki govori z njim? V redu. To bom naredil zate, ko boš imel drugo krilo. 14 zelenih stebrov, ki stojijo zadaj. Lahko hitro dobim nekaj informacij od tebe, kje si stal, ko si to videl. Hodil sem po tisti ulici. In si sam videl, kako je preletel mimo. Ja, to je bila luknja. Si rekel, da si bil tik za njim? Ste tudi vi videli? Je bil avto temnejše barve. Bolj svetov, recimo siv. Ono pravi, da je bila srebrna. Prosim, dajte to čim širše ven, resno. Lahko to iskanje razširiš še na svetlo, morda tudi svetlejšo srebrno barvo. Ali si sploh slišal, da je avto zaviral? Ne, sploh ni zaviral. Niti malo. Ali je kdo od vas pozna? Že zelo dolgo časa sem tukaj. Ja, ena priča prav, da je poletela čez avto. Torej, to je to. Imate številko primera za nesrečo? Imamo črno, belo in sivo, do zdaj, ampak je bil svetlejše barve.
Mislim, da pa morda ni bil SUV, ne vem. Da, gospod. Plan naprit. Kako si? Kaj želiš, da naredim? Nimam pojma. Trenutno samo zbiramo priče in podobno. V redu. V redu. Kje si bil takrat? Sedela sem prav tam, vidiš znak KM. Znak A18. Je. Sedela sem tam, ker sem bila zunaj za svojim psom. Slišala sem, da se je ugasnil. Videla sem ga v zraku in pristal je. In potem se je prevrnila, kot da bi se prevrnila po strani, kot da bi se ustavila, skoraj upočasnila, potem pa zakričala in na to nadaljevala. In jaz nisem videla celotnega avtomobila. Je črn, mehen, je črn avto z srebrno. Na zadnjem? Enem, na zadnjem delu. Tifo, počakaj, ker vam glavno pričo. In pravi, da je to črn avto. To ni problem. Počakaj sekundo, povedal ti bom več. Pojdi, sam spusti se dol in se prevali. V redu? Prav. Torej si na Peking 20A, kjer ni nobene spremembe na vseh kanalih. Torej, stal si noter Ja, sedim točno tam, kjer je tisti moški na telefonu. in videl si to. Zato sem se obrnila. Kar naprej postavil se kamere. Torej, si videl črnega limuzino, ne? Ja, črn avto, limuzina. Ni čist nov, ampak tudi ne star. Ja, pravijo, da čakajo, da jim dam opis. Črn limuzinski avto. Črn limuzinski avto. Ni bil nov, ni bil star. Okna so bila spuščena, ker je zakričal Ne nov in ne star. Ni bil čist nov, ni bil nov na noben način, ampak tudi ne iz leta 2005. Rekla bi, da je bil nekje med letoma 2010 in 2015. Ni bil nov, srebrn ali zlat, ne vem točno, kaj je bil vgrajen v avto, približno tako velik na zadnjem delu prtljažnika. Ja, prtljažnik. Kot da je bil skoraj del avta že od začetka. Ko srebrn ali... Kot srebrna ali zlata kovinska stvar, ki je bila vgrajena v avto. Poskušala sem, res bi si želela, da bi vedela, kakšen avto je bil. Oprosti, nič hudega. Ampak sem samo pritekla sem Srebrna ali zlata, kot ploščica ali nekaj na zadnjem delu prtljažnika. nad registrsko tabliko. V redu. Ste videli voznika? Ne. Njihov glas ni zvenel kot moški. Bil je moški. Rekli so, nekdo je rekel, sranje, ker sem to slišala in potem so takoj odpeljali, se razšli. V redu. In v katero smer so šli? Tja, šli so naravnost. Šli so naravnost tja in niso šli po tej poti. Pogledala sem in videla, da so šli prehitro, da bi lahko zavili. Gledala sem, ker sem prišla ven in so takoj pospešili. In šli so res prehitro, da bi lahko zavili. Prav. Prosim, operativnemu centru posredujte opis. To bo črn limuzinski avto, manjši model. Možno je, da je letnik med 2010 in 2015, ima srebrno ali zlato ploščico nad registrsko tablico, morda na območju prtljažnika. In ali je nadaljeval naravnost proti zahodu čez Pensacolo, ali pa je šel proti jugu na... Slišala sem ga. Tempo. Lahko poskrbimo, da se pogovarjamo. Hej, nisem dobil njenega kompleta 14. V redu. Oboroženi z opisi vozila so policisti povedali, da je oddelek za kriminal v realnem času. Center lahko lociral ustrezno vozilo, ki je bežalo s kraja dogodka in zapeljalo skozi rdečo luč. To je policiste pripeljalo približno 2 mili stran, kjer so sumljeno vozilo, opisanega kot Nissan Sentra iz leta 2008, našli manj kot 2 uri po prvotnem trčenju, so sporočili iz policije. Avto je bil parkiran z očitnimi poškodbami na pokrovu motorja in vetrobranskem steklu, vključno s tem, kar je policija opisala kot kri in lase. Policijsko poročilo navaja, da sta osumljenec in njegova mati oba pristopila k policistom, pri čemer je njegova mati izjavila, citiram, samo ga je zagrabila panika in je prišel sem. In tudi dejala, citiram, poskušali smo narediti pravo stvar. Na to prvič vidimo osumljenca, ko ga pripeljejo v sobo za zaslišanje. To je True Blood, ne? Detektivi identificirajo domnevnega voznika, ki ga vidimo tukaj, kot 18-letnega Willisa True Blooda mlajšega, od katerega želijo preiskovalci slišati več. Willis, prosim rekel. Še enkrat, moje ime je detektiv Adams, lahko me kličeš Rob, če želiš. Je lažje.
Je v redu, če te kličem Willis. To je detektiv Bullock. Josh Bullock. Lahko ga kličeš Josh. Veš, zakaj smo vsi tukaj, ne? V redu. Preden ti postavim kakršnakoli vprašanja o tem, kaj se je zgodilo, ti moram nekaj prebrati. V redu. To je izjava o tvojih pravicah. To je pouk o pravicah po Mirandi. V redu. Detektiv prebere Willisu njegova Mirandine pravice, preden nadaljuje z zaslišanjem. Razumem, da je prišlo do nesreče. V redu. Potrebujem vašo plat zgodbe o tem, kaj se je zgodilo, ker vidimo le tisto, kar vidimo na kraju nesreče. In brez vaše različice nimamo celotne zgodbe. Ali ima to smisel? Yeah. Mi lahko nekako poveste, kje ste bili, kaj se je dogajalo. Vem, kje sem bil časovno, vem, da je bilo okoli 5 ali 6, ko sem sekal. Ne vem, ampak vem, da je bilo veliko prometa in sonce mi je močno sijalo v obraz. Imel sem znižano senčilo, da sem lahko vozil. Kot senčnik, ja, gospod. Tako da se spuščam po nekem hribčku. Je kar dober hribček. Kjerkoli že je Florida State, sta dve različni strani. Jaz sem na sredini, to je ulica. Ne vem, na kateri strani Florida State je to, ampak vem, da je nekaj tukaj in nekaj tam. Se spomniš imena ulice? Ne, gospod. V redu, ampak so si mislili, To je kot Civic Stadium, karkoli že to je tik pred tem. Tam nekje se vsi zadržujejo, v redu. se spomniš, ali je bila to dvopasovna cesta ali enopasovna cesta? Bila je dvopasovna cesta. Ne, mislim takole. Promet poteka v obe smeri. Ali promet poteka samo v eno smer? V redu. Torej, v bistvu se spuščam dol, vidim luč tam zgoraj, poskušam gledati, kolikor najbolje lahko. Vidim, da grejo drugi avtomobili, kar mi sporoča, da še vedno lahko grem, preden pridem do semaforja, ker moram zamenjati pas, da pridem čez. In ko pogledam v ogledala, da vidim, kdo me ovira pri menjavi pasu, samo bum. Razumeš? Samo bum. Avto, ki ga je ona pravkar zadela. Avto. Ona je zadela avto? Ja, sploh je nisem videl prihajati, vse se je zgodilo tako hitro. Nisem vedel, kaj ne naredim. Zato sem samo odšel. Bred. Nekje, kjer bi me lahko obtožili skupaj s Karlom Moonom. Zakaj si odšel? Ker sem paničaril, nisem vedel, kaj ne naredim. Bred. Resno je bilo strah. Začel sem se tresti, bilo mi je vroče. In tega nisem vedel. Samo odšel sem. Bilo me je strah, brate. Bilo me je strah. Willis detektivu pove, da je sonce igralo vlogo, ko je prečkal križišče in je na koncu zadev ter ubil žrtev, preden pravi, da ga je prevzel strah, zaradi česar je pobegnil s kraja dogodka. NATO detektiv želi izvedeti več o ozadju osumljenca. Ste bližje, da je prej v težavah? Ne, samo kakšne malenkosti ali kaj podobnega. Ja, v soli sem imel težave s količistom, ampak to ni bilo med poukom, razumete? In stari ste 18 let, prav? Da, gospod. V redu. V redu, torej po nesreči gremo čez to. Bert, kam si šel? Rekli so, da si poklical svojo mamo, kaj ne? Ja, v redu. Prva stvar, ki sem jo lahko naredil, je bila, da grem k svojemu prijatelju. Rekel sem, poklič ga. To je bila edina stvar, ki sem jo lahko najprej naredil. In kje je to? Kje sem to dobil? Horton Street. Na ulici Holton Street? Ja. Gospod, v redu, prostite. Poklicali so me iz hiše, zato nisem bil. Ne bi bil. No, kdorkoli je prišel po mene, so bili na Liberty Street. Tam so me pobrali, prišli so in me vzeli od tam. V redu. Približno koliko časa potem, ko si šel k njemu domov, rekel si, da si poklical mamo? Šel sem takoj in ga takoj poklical. Si poklical mamo iz njegove hiše? Ja. V redu, torej si poklical si svojo mamo? In prišla je po mene. Prišla je tja, sedla in čakala, da vsi pridejo v bistvu. Tako da samo sedimo tam pri mojem prijatelju doma. V redu. Kako je ime tvoje mami? Da, Gaspar. V redu. Torej je ona lastnica avtomobila? Da. Samo preverjam, če sem prav razumel, kakšen avto je to? To je Accent letnik 2008, v redu. Accent. Da, gospod. Je 4 ali dvovratni? 4-vratni. V redu, torej šel si k njemu domov v območje Holton Liberty in poklical si mamo, potem pa je mama prišla k tebi. Ja. V redu. Kaj ti je hodilo po glavi v tem času? Edina stvar, na katero sem res lahko mislil, je bila, odkot je prišla. Dobesedno.
Odkot je pršna? Vse, kar sem videl, sta bila znak in cesta. Znak in cesta. To je to. V redu. In to je vse, kar sem lahko videl. Sploh ne vem, kako je prišla sem. Bil sem, ne vem, še vedno me trese. Ne vem, kaj ne naredim. Ja, je traumatično. Kar naenkrat se je pojavila od nikoder. Ja. Je z nikoder. Kaj? Se spomniš? Vem, da je to verjetno malo težko, ampak se spomniš, kako hitro si vozil? Nisem vozil več kot 30, to vem, prav. Nisem vozil več kot 30. Upočasneval sem, da bi zamenjal pas. In rekel si, da je bila gneča. Videla sva dva avtomobila na levem pasu, kamor sem poskušal preiti, da bi se postavil za njiju. V redu. Torej si na desnem pasu. Desni pas, ki je, mislim, najbolj severni pas, in poskušaš zaviti na... Poskušam. Zavijati levo, ja? V redu, kam ste bili namenjeni? Dubais. Ste bili, odkot ste prihajali? Iz moje hiše. Samo iz radovednosti. Kaj ste nameravali tam početi? Samo sprostili se bomo, igrali Xbox. Postavi mikrofon, vilice. Redu. Ko si pa šel domov, si rekel, da si poklical mamo. Mislim, ali si pogledal avto? Bil sem, kot sem rekel, obtičil sem pri vprašanju, odkot je prišla. Lahko bi paničaril, nisem mogel. Niti nisem pogledal avta. Prišli so in odpeljali. Zamudil sem priložnost, da bi dejansko pogledal avto in videl, kaj se je zgodilo. Tresot sem bil, nisem mogel ničesar narediti, začel sem bruhati. Bilo je vsega preveč, nisem zmogel. Ali je bilo vetrobransko steklo razpokano od kitajskega? Ja, vetrobransko steklo je razpokalo. Ko je razpokalo, je bila na sprednjem delu avta na pokrovu motorja udrtina. Na voznikovi strani, a na drugi strani? Na samem pokrovu motorja avtomobila. Torej, kar na sredini pokrova motorja? Ja. Vrede. Še enkrat oprosti, nisem... Prišel sem sem, nisem šel na območje, kjer si bil ti, zato nisem ničesar videl. Mislim, res cenim, da si popolnoma iskren z menoj. In mislim, da si zelo iskren z menoj. Ali je kaj kar... Veš, rekel si, da nisi videl, odkot je prihajala. Se spomniš, ko si govoril o luči? Je bila to kot semafor, pri katerem si bil? Tudi jaz sem se premikal, nisem uspel priti do semaforja, ker sem jo zadev že prej. Torej, tam, odkud sem prihajal, imajo na Florida Stateu znake, ki opozarjajo na pešce in podobno. Tam, kjer je bila ona, pa ni bilo nobenega znaka v bližini. Ne razumem. Torej, tam je eden, ki ima majhen most za pešce čez cesto. In to je mimo tega. Tam bo utripalo, veste, tisti majhen znak imajo znak, ki se imenuje College Town. Ja. Rumeni znaki, tisti rumeni znaki. Ja. Ja. Bilo je mimo tega. Pravkar sem šel min tega in ko sem prišel malo višje, je tam luč, tam sem jo videl. Kakšna je bila? Bilo je tako, ne poznam cest, ampak iz smeri, iz katere sem prihajal, lahko vidiš, da je tam nekaj trgovin ali karkoli že je na vsaki strani tega. In prihajaš gor in greš proti stadionu. Torej, v bistvu, če bi šel naravnost, bi stadion videl naravnost pred sabo. Ja, in si zavil levo in tam si spet nazaj na cesti ali karkoli že. V redu. Si gledal telefon ali kaj tanzve? Ne. Takrat? Nisem niti vedel, to ti pravim. Moral sem iti do prijateljeve hiše, da bi zame poklical ali celo poiskal moj telefon s tisto roza stvarjo. Ja. Ker sploh nisem vedel, kaj se je zgodilo. Bil sem zmeden. Vem samo, da so bila moja kolesa za nič. Vem, da sem nekoga zadev in sem vse zamočil. To je to. Ja. To je vse, kar sem lahko naredil. Nisem mogel ničesar storiti. Vse, kar mi je mama govorila, je bilo, naj se umirim, naj spijem vodo. Klicala je, naročala pijačo, vse je bilo v redu. Bil sem preveč šokiran. Sploh ne vem, kje je bil moj telefon v tistem trenutku. Moral sem, nisem bil tam. Pravzaprav, mislim, da mi ga je ali prinesel, ali pa ga je še iskal. Sploh ne vem. V redu. Torej, da povzamem, kot sem razumel, kar pravite, prihajate iz svoje hiše, ki je ob. Se odpravljate proti hiši, ki je v bližini območja Holton, Liberty Street, ali Ponev, oprostite, kraj v Xboxu. Torej, se peljete po cesti. Rekli ste, da je nekaj prometa. Ja. Senčnik je spuščen. Poslušate radio ali kaj podobnega? Veste, moj radio je bil pokvarjen, tako da radio tam noter ni mogel biti prižgan. V redu. In potem? In po nesreči
je prva stvar, da preprosto nadaljuješ. Sprva sem upočasnil, ampak potem sem še naprej paničaril. Enostavno sem moral iti. Nisem vedel, kje je telefon, karkoli, kar bi potreboval, da bi se ustavil in ostal na mestu. Zato sem šel na najbližje mesto, ki sem se ga lahko spomnil. Kar je bilo, in potem si poklical mamo. Ja. In mama je prišla k tebi. Moj stric jo je pobral in prišla k meni. V redu. Avto, ki ga vozim, je na njeno ime, ampak je zame, če razumete, kaj mislim. V redu. Ali imate kakšno vprašanje zame? Vem, da ti še vedno veliko stvari hodi po glavi. To je traumatičen dogodek. Ampak boš to prebrodil, prav? Kot sem rekel, cenim, da si bil iskren z nami glede tega, kaj se je zgodilo, oziroma tvoje plati zgodbe. Ker kot sem rekel, ko pridemo na nekatere od teh prizorišč nesreč, ne dobimo celotne zgodbe, razen če slišimo zgodbo vsakega posameznika. Je to razumljivo? Bledo. Za trenutek bomo stopili ven. Potrebujete še kaj? Detektiv stopi ven za nekaj minut, nato se vrne z nekaj pojasnjevalnimi vprašanji za Willisa. V redu. Samo poskušam se spomniti, kaj ste govorili. Vem, da je tam hrib. Senčnik je spuščen, sonce prihaja proti tebi, kot skozi vetrobransko steklo tam. Potem, ko si to rekel, je stekla v avto. Kaj se je zgodilo natanko potem, ko je zadela v avto? Zagrabila me je panika. Ej, ona ga je zadela. Moral sem iti naravnost k prijatelju domov, da bi telefoniral. V redu. Si se ustavil ali kaj? Rekel sem, da si upočasnil. Ja. Za trenutek sem upočasnil, ker sem nameraval ustaviti, ampak bil sem preveč prestrašen, da bi sploh ustavil. Nisem poznal svojega želodca. Vse se je začelo. Moje telo se je začelo čudno počutiti. Ja, nisem hotel začeti. Bil sem preveč živčen, preveč prestrašen ali kaj? Ne vem. V svoji glavi nisem mogel ustaviti. Rekel sem, ne morem. Začel sem malo padati, ne vem kaj. V redu, torej si upočasnil, ampak si upočasnil, ker si nameraval ustaviti. In potem si šel v hišo, da bi upravil telefonski klic. Se spomniš, česa? Kaj je nosila, kaj tazga, to sem hotel povedati. Niti je nisem videl prihajati, sploh ne vem, odkot je prišla, sploh ne vem, kakšne barve je imela obleko, mislim, da te ujame. Ničesar od tega nisem videl. Nisem vedel, dokler nisem opazil, da je moje vetrobransko steklo razbito. Upočasnil sem, poskušal sem ustaviti, ampak sem kar nadaljeval. Ste še vedno lahko gledali skozi? Rekli ste, da je bilo vetrobransko steklo razbito. Ste še vedno lahko gledali skozi? Sonce mi je še vedno sijalo v obraz, zato sem samo spustil senčnik. Poskušate gledati okoli razpok. Je bila to velika, res velika razpoka? Ja. V redu. Willis je bil pridržan zaradi pobega s kraja nesreče s smrtnim izidom. Sodni zapisi kažejo, da je kasneje obtožbi ni oporekal in bil obsojen na 8 let zapora. Naročite se zdaj za lažji dostop do najnovejših vsebin iz Law and Crime.